Živijo! Jaz sem Miha Erič, pozdravljeni v spletni učilnici Zavoda Burje, projekta Kulturni zeko. Učili se bomo delati linorez, gravirati v linorez, rezljati linolej s takimi posebnimi nožki, ki so namenjeni za gravuro. To je pomemben proces. Gravura je prav tako pomemben proces kot katerokoli drugo umetniško delo, ker je povsem drug medij kot risanje. Zaradi tega, ker dejansko svetlobo režemo ven. Obratno kot risanje, kjer s svinčnikom delamo konturo, s flomastrom delamo črto, delamo sence. Tukaj pa dejansko, če bi matrico vtisnili neizrezano, bi bila ta matrica povsem črna. In naša naloga je pripeljati svetlobo v to temnino oziroma osmisliti cel likovni svet v tem formatu, ki ga bomo zdaj s tem nožkom obdelali. Izrezovanje matrice je eden najpomembnejših procesov, ki seveda trajajo najdlje časa. Hočeš nočeš, rezanje vzame veliko koncentracije. Predvsem pa je pomembno, da pri rezanju pazimo, ker imamo zelo ostro rezilo. In pa seveda, če je rezilo zelo ostro, potem lažje režemo. Če je nož oziroma rezilo topo, potem pride do zdrsa. In se lahko pičimo z šusem v roko in potem potrebujemo zdravniško pomoč. Seveda moramo paziti, da ne zadenemo glavne žile. Ko režemo, se koncentriramo, gledamo z levo roko, obračamo lahko matrico po smeri črte, ki jo delamo z nožko. Tako da si z levo roko pomagamo. Glavno je tudi, kako držimo nož. Jaz ga držim v dlani, z palcem in kazalcem pa držim konec rezila in s tem kontroliram nož in imam maksimalno kontrolo nad nožem. Pa pomemben je seveda tudi kot, kako držimo. Ne držimo preveč visoko, ker če ne bomo naredili luknjo, če pa preveč položno, pa v bistvu sploh ne bomo naredili reza. To delo se imenuje tudi graviranje, ker dejansko mi tukaj graviramo, režemo svetlobo ven. Obratno od risanja, kjer ponavadi s svinčnikom rišemo, dodajamo material na papir, tukaj dejansko režemo ven, režemo svetlobo, osvetljujemo. Tukaj skica igra veliko vlogo, ker si potem s pomočjo skice pomagamo, kaj bo črno, kaj bo svetlo, kaj bo temno, kaj izrezati, kaj pustiti. Če seveda preveč izrežemo materiala, potem je grafika lahko presvetla, kar pomeni, da se glavne oblike, naprimer tudi če delate ribo ali konja, če boste šli čez osnovno linijo, potem se bo oblika razblinila oziroma uničila in tako boste osnovno obliko tako rekoč izgubili. Tako da zelo pomembne so tudi črnine, ki jih puščamo, da ne izrežemo preveč, ker pri grafiki da črnina, črna ploskev neko moč, neko težo. Seveda je pa tudi res, da se moramo enkrat ustaviti, da ne režemo v nedogled, ampak bolj kot režete, bolj boste opazili to, kako se vas bo prijelo. Ali se vas bo prijelo, ali pa tudi ne.